Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, čez nekaj trenutkov bomo začeli s prireditvijo, zato vas prosim, da se udobno namestite, utišate in ugasnete svoje mobilne aparate in prisluhnete dogajanju naše slavnostne skupščine. Prisrčen pozdrav, drage obiskovalke, cenjeni obiskovalci. 100 krat 365, 100 prehojenih let, na tisoče prehojenih korakov, na tisoče dejanj, misli, hotenj in želja je pripomoglo k temu, da smo se danes tukaj zbrali na tak prav poseben trenutek. Leto dni kasneje, a nič hudega. Včasih so rekli temu malce pozno, pa vendar iz srca. Epidemijska situacija v državi ni dovolila, da bi prireditev izpeljali v lanskem letu, pa nič hudega. Bomo pa tokrat bolj slovesno in še bolj z veseljem obeležili to 100. obletnico, 100 slavnostno sejo, oziroma skupščino, ki jo prirejamo danes. 7. novembra 1920 je točno na tem mestu bilo ustanovljeno podporno društvo slepih in slabovidnih. Zato ni naključje, da smo se zbrali danes ravno tukaj. Takrat so ustanovitelji tega podpornega društva imeli moč, znanje, voljo in vizijo. Te moči, znanje, volje in vizije potrebujemo tudi danes in nekaj tiste vizije nas naj navdahne tudi danes. Kajti mi smo prva garancija, da bo Zveza slepih živela tudi nadaljnjih 100 let. Hvala, ker ste se udeležili te slavnostne skupščine v tako lepem številu in obljubljamo vam, da vas bo očaral naš pester in zanimiv program. Pričeli ga bodo dijaki Valdorfske šole oziroma kvartet saksofonov te šole. Pa jim kar prisluhnimo.
Takole, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, vsakega od nas v življenju kdaj doseže trenutek časti, trenutek sreče in trenutek odgovornosti. Naš trenutek časti je, da lahko obeležujemo 100. obletnico Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Naš trenutek sreče je, da smo ravno mi tista izbrana generacija ali več generacij, ki prisostvujemo tako čudoviti obletnici. In naša odgovornost je, da se ob tej obletnici še bolj povežemo in zavežemo k boljšemu skupnemu sodelovanju, pomoči drug drugemu, da bomo še naprej znali kljubovati vsem prilikam in neprilikam turbulentnih časov, ki so sedaj in ki še verjetno bodo. Za gospoda predsednika Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije je verjetno čast, da je postal predsednik točno v času obletnice Zveze slepih. Verjetno je tudi nekaj sreče, da smo ga izvolili za svojega najvišjega predstavnika. In gotovo je odgovornost voditi ustanovo, ki šteje že 100 let. Zato ga prosim, da sedajle pride na oder in vas pozdravi. Prosim pa tudi delovno predsedstvo te slavnostne skupščine, da zasede svoje mesto. To so predsednik delovnega predsedstva skupščine, gospod Drago Šajn, ter člana Silva Potočnik in Franci Vavpotič. Gospe in gospodje, prav lep dober večer ob današnji slavnostni skupščini oziroma seji. Ker je to seja skupščine, seveda moramo imeti delovno predsedstvo, ki smo ga danes izjemoma izvolili kar s ploskanjem. Razen njih, ki so se tu posedli, pa bo zapisnik sestavila še Monika Pust, in ravno tako sem prepričan, da nikogar to ne bo motilo. Pred kratkim smo bili primorani zbirati podpise
zato, da bi nas politika slišala, da nam ne bi vzeli pravic, ki smo jih skozi desetletja ali rečem kar celo stoletje uspeli pridobiti v raznih zakonih. Ravno tako smo zbirali podpise, da bi bile storitve, ki jih uporabljamo za lajšanje življenja, glede plačila primerljive tudi za slepe v primerjavi z ostalimi invalidi. Rad bi povedal, da seveda dobro razumemo, kako težko je prepričati ljudi, da je slepota res neka velika ovira v življenju, ki pa se jo seveda da premagovati z lastnim trudom, s posluhom okolice in z nekaterimi rešitvami, ki jih bolj ali manj originalno poiščemo. Zato se dobro zavedamo, kako težko je bilo generacijam pred nami prepričevati okolje, ki je bilo še slabše ozaveščeno glede pravic manjšin, ranljivih skupin in podobno. Zato se jim bomo danes, vsaj nekaterim, zahvalili s priznanji, seveda smo gotovo koga pozabili, vendar sem prepričan, da bomo morebitne spodrsljaje v prihodnje popravili takoj, ko se bo to dalo. Najlepša hvala vsem, ki se desetletja trudite za naše pravice, vsem, ki ste dosegli odmevne rezultate, ki so odmevali ne samo v naših krogih slepih in slabovidnih, ampak tudi širše v invalidski skupnosti ali pa celo izven meja naše Slovenije. Najlepša hvala in čestitam vsem. Delovno predsedstvo slavnostne skupščine je že zasedlo svoja mesta. Hvala, gospod predsednik, za ta kratek, a zelo spodbuden govor. Seveda pa bo nekaj spodbudnih besed povedal tudi predsednik slavnostne skupščine, gospod Drago Šajn, ki mu kar predajam besedo. Se opravičujem, vendar meni so rekli, da je bila že prej to vključena, pa očitno ne. Torej, naj se ponovim. V imenu delovnega predsedstva, kot tudi v svojem imenu, se predsedniku Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Mateju Žnudr zahvaljujem za predlaganje, članicam in članom skupščine pa za izvolitev na to danes častno funkcijo za vodenje skupščine ob 100-letnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na Slovenskem, in to prav na lokaciji, tako kot je že omenil moderator, kjer so prvi slepi vizionarji uresničili potrebo po organiziranem nastopanju. Ob tej priložnosti pozdravljam vse navzoče članice in člane skupščine, člane organov upravljanja zveze, kar pomeni člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije. Nadalje, predsednike in tajnike oziroma tajnice medobčinskih društev slepih in slabovidnih ter delavce strokovne službe zveze s tajnikom zveze, gospodom Štefanom Kušarjem na čelu. Še poseben pozdrav pa seveda velja vsem prejemnikov priznanj, plaket, ambasadorju in častnim članom, za kar jim že vnaprej čestitam. Preden pa preidemo na osrednjo točko dnevnega reda, torej k podelitvi priznanj Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ob 100-letnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na Slovenskem, vas prosim, da z minuto molka izkažemo spomin na preminula častna člana Zveze slepih, gospod profesor Zoro Tomić in Jožeta Zupanca. Hvala.
Slava ima. Preidemo torej na drugo točko dnevnega reda, kar pomeni podelitev priznanj Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ob 100-letnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na slovenskem s kulturnim programom. Torej vabim moderatorja Sebastiana Kamenika, da ponovno pride na oder, prevzame besedo in vodenje. Torej, izvoli, Sebastian. Hvala, gospod predsednik. Res je, nadaljujemo z našim kulturnim programom in s podelitvijo priznanj. Eden najpogostejših stereotipov o slepoti je tudi ta, da ljudje prevečkrat mislijo, da če je nekdo slep, pa dobro poje. Če bi bilo tako, potem bi bilo naših 100 let eno samo petje, ena sama ljuba pesem. Res pa je, da mogoče ta stereotip prevladuje iz tega, ker je resnično ogromno slepih se ukvarja s pesmijo, z igranjem na kakšen inštrument, s pisanjem, kajti kultura je še vedno tista, s katero se slepi najlažje vključijo v svet polnočutnih in so jim enakovredni, poleg športa in še nekaterih ostalih dejavnosti. Mirjana Šernek ima svoje korenine v Srbiji, ampak že kot mlado dekle je prišla v Slovenijo, si tukaj ustvarila topel dom, si ustvarila družino in je že 2-krat ponosna babica. Ljubezni pa ima več. Ne samo do svojega moža, do svojih otrok in vnukov, do svojega doma, pač pa v srcu ohranja tudi ljubezen do pesnikovanja in do petja. Danes je kot pesnice ne bomo spoznali, poznali pa jo bomo kot odlično pevko in interpretko. Dame in gospodje, Mirjana Šernek. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, me v goro, kjer škrati živijo, z mojim imenom, zloži mi pesem, z bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod oknom. Če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne, napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen je reka, ki teče po strugi, napravi to zopet, ne hodi po poti, saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Mikrofon, prosim. Poljubi me nežno, kot drugi hitijo, povabi me v mesto, kot drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki naj še hrepenijo, malo efekta, prosim, postaje in dlaki.
sreča ni nekaj, kar pride naproti. Saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Upam, da ste me vsaj malo slišali. Vesela sem, hvala. Draga Mirjana, naj te potolažim, da si se kar dobro slišala. Sedaj pa bomo prisluhnili inštrumentu, ki so ga včasih imeli bolj za vaški inštrument, za gostilniški inštrument, pa vendar se na ta inštrument odlično da igrati razne zvrsti glasbe. To dokazuje tudi virtuoz na diatonični harmoniki Max Zvinšek, ki je tudi prejemnik priznanja Zlata harmonika Ljubečne, ki je eno največjih, če ne največje priznanje pri nas v Sloveniji. Zatorej mu bomo z veseljem prisluhnili. Hvala, Max, da ste se iz Koroške odpravili čez Trojane v Ljubljano, seveda brez tretje razvojne osi še, pa vendar ste prispeli pravočasno in vašo glasbo bomo z veseljem poslušali. Inštrument stoječ na polici je mrtev inštrument. Ako ta inštrument primejo prave roke, inštrument dobi dušo in oživi. To vam je ravnokar dokazal Max Zvinšek. Sedaj pa hitimo naprej in podeljene bodo zahvale Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Vse prejemnike pa prosim, da ne hodijo na oder, pač pa da vstanejo in na svojem mestu počakajo, da bo gospod Štefan Kušar z zahvalo prišel
do vas. Pardon, nosili jih bodo dijaki Valdorfske šole. Se opravičujem še enkrat. Skratka, vsak, ki zasliši svoje ime, naj ustane in tam na svojem mestu počaka na prejem zahvale. Hvala. Zahvale pa bosta podeljevala Lucija Grm in Istok Mišo Peroci. Dober večer, spoštovane dame in spoštovani gospodje. Torej, začeli bomo s zahvalami. Prva jo bo prejela Jana Firer, in sicer članica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje za odmevne dosežke na področju športa invalidov. Marinka Koželj, članica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj za večletno delo na področju učenja ročnih del. Zahvala se podeli gospe Slavici Bukovec-Zupanič, članici Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana za delovanje na področju informativne dejavnosti slepih in slabovidnih oseb. Zahvala se podeli Ivanu Janezu Mlačniku. Ivanu Janezu Mlačniku, članu Medobčinskega društva Ljubljana za delovanje na področju informativne dejavnosti in za uspešno delo na področju izboljšanja kakovosti življenja slepih in slabovidnih oseb. Zahvalo prejme Vincencija Skube. Vincencija Skube, članica Medobčinskega društva Novo mesto za delo na področju slepih in slabovidnih intelektualcev. Zahvalo prejme Barbara Krejči-Piri. Barbara Krejči-Piri, članica Medobčinskega društva Ljubljana za večletno delovanje na državnem in mednarodnem področju v prid slepih in še posebej slabovidnih oseb. Zveza slepih ima tudi precejšnje število zunanjih sodelavcev. Zahvalo prejme Diopta d.o.o. To je podjetje, ki delo na področju tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne osebe. Torej Diopta d.o.o. Zahvalo prejme gospod Bogdan Saksida, in sicer za dolgoletno delo na področju tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne osebe. Dušan Brešar Mlakar. Tudi ta gospod bo dobil zahvalo, in sicer za dolgoletno delo na področju knjižnične in kulturne dejavnosti slepih in slabovidnih oseb. Zahvala se podeljuje Istoku Perociju za dolgoletno delo na področju založniške in informativne dejavnosti slepih in slabovidnih oseb. Zahvala gre gospe Jožici Žagar. Jožici Žagar za dolgoletno delo na področju financ Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. In zahvalo prejme tudi Dušan Sterle za dolgoletno delo na področju založništva, knjižničarstva in izobraževanja slepih in slabovidnih oseb.
Nadaljujemo z zahvalami Darja Černe, in sicer za dolgoletno delo na področju ohranjevanja zdravja slepih in slabovidnih, torej Darja Černe. Ob 100-letnici Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije se podeli zahvala Jožici Klun za delo na področju informativne dejavnosti slepih in slabovidnih oseb. Naslednji bo prejel zahvalo Tomaž Dražumerič za večletno uspešno delo na področju dresure psov vodičev. Naslednja zahvala gre Znanstveno-raziskovalnemu centru SAZU za pomoč pri osvetljevanju zgodovine organiziranosti slepih in slabovidnih oseb na območju Slovenije. Zahvala se podeli Inštitutu za slovensko narodopisje za pomoč pri osvetljevanju zgodovine organiziranosti slepih in slabovidnih oseb na območju Slovenije. In zahvala Zgodovinskemu inštitutu Milka Kosa za pomoč pri osvetljevanju zgodovine organiziranosti slepih in slabovidnih oseb na območju Slovenije. Zahvalo zveze prejme Aleksandra Serše, delavka Arhiva Republike Slovenije, za pomemben prispevek k osvetlitvi novih zgodovinskih dejstev o položaju slepih in slabovidnih na Slovenskem. Zahvalo prejme Blaž Pavlin za večdesetletno delovanje na področju brajevega tiska v naši Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Zahvalo prejme tudi Brane Hribar za dolgoletno delo na področju knjižnične in kulturne dejavnosti slepih in slabovidnih oseb. Zahvala se podeli gospe Danici Oblak. Danici Oblak za večletno delo na področju financ Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Zahvalo prejme Štefica Kričej. Štefica Kričej za dolgoletno delo na področju financ Zveze društev. Zahvalo prejme gospa Draga Mumelj za večletno delo v tajništvu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. In zahvalo prejme Tina Drnovšek. Tina Drnovšek za večletno natančno in vestno delo v tajništvu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Takole, dragi gostje, podelili smo zahvale, vsem še enkrat iskrene čestitke. Dovolite, da se tudi jaz kot moderator zahvalim Luciji in Mišota za prvi sklop podeljenih zahval in da izrazim svoje čestitke hkrati vsem skupaj, pa vendar hkrati tudi vsakemu posebej za doprinos k delovanju Zveze slepih, izboljšanju kvalitete življenja slepih in skratka k vsemu, kar pripomore, da se bo Zveza slepih razvijala, rasla in delovala še nadaljnjih 100, 100 in 100 let. Hvala vam, ker takole lahko vidimo slepi in slabovidni, koliko je tudi zunanjih ljudi, ki so nam pripravljeni prisluhniti, nam podati roko, nas imajo radi in imamo mi radi njih. A je tako?
Potrdimo to z enim aplavzom. Seveda pa sem prepričan, da bo vaš aplavz prejela tudi Mirjana, ki smo jo danes že slišali in jo bomo z veseljem poslušali še enkrat. Izvoli Mirjana, oder je tvoj. Hvala lepa. Niti grozi srca moga, puni vina njegovoga, a on neće doć u Jemaru. Boku mora, boku neba, kamen slika kad ga gleda, a di neću ja, di neću ja. Na me stavi ga ljubavi. Malo mi za sreću triba, da me zove moja lipa, da mi kažu zlato moje, lipe usne te njegove, bilo moja dalmatinska, želja se u dinu stiska. Bez njega je duša suva, ka i maslina bez uja. Bez njega je duša suva, ka i maslina bez uja. U traverši nebo ima modre zvizde, diće s njima, stavlja ih u oči njegove. Boku mora, boku neba, kamen slika kad ga gleda, a di neću ja, di neću ja. Na me stavi ga ljubavi. Malo mi za sreću triba, da me zove moja lipa, da mi kažu zlato moje, lipe usne te njegove, bila moja dalmatinska, želja se u dinu stiska. Bez njega je duša suva, ka i maslina bez uja. Bez njega Bez njega je duša suva, ka i maslina bez uja. Bez njega je duša suva, ka i maslina bez uja. Hvala lepa. Če se ob jubileju Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije oziramo kar 100 let nazaj, pa smo se ob tej ganljivi pevski točki ozrli le kakšna mesec, dva, tri
nazaj, se veste, počitnice, vročina, morje, sonce in smo obudili spomine na zadnje počitnice, je tako? In seveda je lepo se ozreti nazaj in prehojeno pot zazreti vsej njeni veličini. In na tej poti je marsikdo pripomogel, da je bila ta pot zložnejša, lepša, svetlejša in veliko z manj ovinki. Zato si nekateri zaslužijo res iskreno priznanje. Priznanja bosta brala Mišo in Lucija, prosim pa tudi vse dobitnike priznanj, da ko zaslišite svoje ime, da ob svojem imenu ustanete in počakate, da vam dijaki prineso priznanje do vas. Hvala lepa. Takole, kot ste slišali, bomo podelili priznanja. Začeli bomo z gospodom Cirilom Podjedom. Priznanje se podeli Cirilu Podjedu, članu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, za več kot 10-letno uspešno delo na področju razvoja brajevega tiska. Priznanje dobi gospod Edvard Vodeb, član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje, za več kot 15-letno uspešno delo za izboljšanje kakovosti življenja slepih in slabovidnih oseb ter dela v organih Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Franc Žerdonar je naslednji, ki bo dobil priznanje. Francu Žerdonarju, članu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje, se torej podeli priznanje, in sicer za odmevne dosežke na področju glasbenega ustvarjanja in dela v organih Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Priznanje prejme Igor Miljavec, član Medobčinskega društva Nova Gorica, za delovanje v organih Zveze društev, prostovoljno delo in razvoj nevladnega sektorja. Priznanje prejme Marija Fras. Marija Fras, članica Medobčinskega društva Celje, za dolgoletno delo na področju izboljšanja kakovosti športa slepih in slabovidnih ter za izredne dosežke na mednarodnem področju. Ob 100-letnici Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije se podeli priznanje Marinu Kačiču, članu Medobčinskega društva Ljubljana, za dolgoletno delo na področju izboljšanja duševnega in družbenega življenja slepih in slabovidnih oseb ter na področju informativne dejavnosti Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Priznanje dobi Albina Krek, članica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, za dolgoletno delovanje na področju informativne in verske dejavnosti slepih in slabovidnih oseb. Priznanje pa dobi tudi državna reprezentanca v golbalu, in sicer za izredne mednarodne dosežke na področju športa slepih in slabovidnih oseb ter za najboljšo športno invalidsko ekipo leta. In sedaj mi dovolite, da predstavim člane te reprezentance. Boštjan Vogrinčič, Medobčinsko društvo Murska Sobota. Drago Potočnik, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, prav tako Murska Sobota. Erlend More, torej tudi on je bil član državne reprezentance v golbalu
in član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana, torej za izredne mednarodne dosežke na področju športa slepih in slabovidnih oseb. Priznanje dobi tudi Igor Žagar iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana. Sledi mu Ivan Winkler, tudi član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana. Miran Nimac, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana, torej za izredne mednarodne dosežke na področju športa slepih in slabovidnih ter za najboljšo športno invalidsko ekipo leta. Gremo dalje. Priznanje dobi tudi Venčeslav Rejc, član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje. Vojko Štor, član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica. Edvard Krejač, on pa je bil trener državne reprezentance v golbalu. Torej priznanje Edvardu Krejaču. Še enega trenerja imamo, ki bo dobil priznanje, in sicer to je Anton Marton za izredne mednarodne dosežke na področju športa. Sledijo priznanja državni reprezentanci v showdownu za izredne mednarodne dosežke na področju športa slepih in slabovidnih oseb ter za najboljšo športno invalidsko ekipo leta. Za te leta. Državna reprezentanca v showdownu je bila najboljša v letih 2019, 2013 in 2017. Naj prejme priznanje Peter Zidar. Peter Zidar iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana. Priznanje je prevzela Tanja Oranič. Zdaj pa bo priznanje prejela Sanja Kos. Sanja Kos, članica državne reprezentance v showdownu in članica Medobčinskega društva Celje. Priznanje Zveze društev bo prejela Tanja Oranič, članica državne reprezentance v showdownu in članica Medobčinskega društva Kranj. Priznanje prejme Denis Repa, član državne reprezentance v showdownu in član Medobčinskega društva Maribor. Podeljujejo se priznanja za izredne mednarodne dosežke na področju športa slepih in slabovidnih oseb ter za najboljšo športno invalidsko ekipo leta. In priznanje sledi Mihu Susmanu, članu Medobčinskega društva Ljubljana. Priznanje prejme Simon Podobnikar, član Medobčinskega društva Ljubljana. Naslednje priznanje se podeljuje trenerju državne reprezentance v showdownu Gregorju Habjanu. Sedaj pa je na vrsti moška kegljaška ekipa, letnik 2015 in 2016.
Priznanje se podeli državni reprezentanci v kegljanju za izredne mednarodne dosežke na področju športa slepih in slabovidnih oseb ter za najboljšo športno invalidsko ekipo leta. Tomaž Furlan, član državne reprezentance, sicer pa član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper. Marjan Žalar, član državne reprezentance v kegljanju in član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj. Mitja Žalar, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj. Priznanje bo prevzela Marija Fras. Priznanje dobi tudi Safet Baltič, torej član državne reprezentance, drugače pa član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper. Sledi Mitja Osolnik. Mitja Osolnik dobi priznanje kot član državne reprezentance v kegljanju, sicer je pa član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana. Jakob Vodušek je naslednji, ki bo dobil priznanje, in sicer kot član državne reprezentance v kegljanju, drugače pa član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje. Nagrado bo prevzel Edvard Vodeb. Še Miro Rus, prav tako reprezentant v kegljanju, drugače pa član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana, prav tako prejme priznanje. Darjo Vogrič je član državne reprezentance v kegljanju, drugače pa član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica. Sledi Jože Lampet, prav tako dobi priznanje, član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj. Zveza društev podeljuje priznanje Igorju Žagarju, članu državne reprezentance v kegljanju, drugače pa članu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana. Sledi priznanje Sašu Kajtni, torej tudi članu državne reprezentance v kegljanju, drugače pa članu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana. Sledi gospod Franc Tomšič, član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana. Podeli se priznanje Silvi Fleischmann, trenerki državne reprezentance v kegljanju, torej za izredne mednarodne dosežke na področju športa slepih in slabovidnih oseb ter za najboljšo športno invalidsko ekipo leta. Sledi priznanje Franciju Pircu, trenerju državne reprezentance v kegljanju za izredne mednarodne dosežke. Naslednje priznanje pa bo prejela Metka Pavšič, članica Medobčinskega društva Nova Gorica za odmevne dosežke na področju kulturnega ustvarjanja. Priznanje se podeli Maksu Škofu. Maksu Škofu, članu Medobčinskega društva Maribor, za večdesetletno delo v organih zveze in še posebno na področju športa in ohranjevanja zdravja. Priznanje prejme Milka Frelih,
Milka Frelih, članica Medobčinskega društva Koper, za več desetletno delo na lokalni in državni ravni, še posebej na področju slepih in slabovidnih žena. Ob 100-letnici Zveze društev se podeli priznanje tudi Danici Padežnik. Danici Padežnik, članici Medobčinskega društva Maribor, za dolgoletno delo na področju izboljševanja kakovosti športa slepih in slabovidnih ter za izredne dosežke na mednarodnem področju. Posebna priznanja pa prejme tudi Radio Ognjišče za oddajo Luč v temi, s katero skrbi za dolgoletno delo na področju obveščanja družbe o življenju slepih in slabovidnih oseb. In posebno priznanje ob 100-letnici zveze se podeli Jožetu Vidicu. Jožetu Vidicu za večletno uspešno delo na področju dresure psov vodičev, izobraževanja dreserjev in slepih uporabnikov psov vodičev. S tem smo zaokrožili podelitev priznanj. Iskrena hvala Luciji in Mišotu za prebrano. Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj. Veste, lepo je videti, da je med nami toliko slepih in slabovidnih, ki so dosegli vidne dosežke tudi na mednarodnem področju, na tem ali onem, v športu, v kulturi. Skratka, povsod se vidi pečat slepih in slabovidnih skozi 100. obletnico Zveze slepih. Zdaj pa na oder vabim še enkrat gospoda Maksa Vinška z njegovo harmoniko, da naredi malo glasbenega predaha. Gospod Maks Vinšek, oder pa je vaš.
Prisrčna hvala, gospod Maks Vinšek, za tako občuteno odigrano Slakovo uspešnico. Mi pa s programom hitimo naprej. Sledi podelitev plaket Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Kdo so prejemniki teh plaket, nam bosta razkrila gospa Lucija Grm in gospod Mišo Peroci. Plakete pa bo sedaj podeljeval gospod Štefan Kušar. Tako da tudi vas, prejemnike plaket, prosim, da ostanete na svojih mestih, samo ustanite in gospod Štefan bo s plaketo prišel do vas. Hvala lepa. Ob 100-letnici Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije se podeli plaketa Adolfu Videnšku. Adolfu Videnšku, članu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje, za več 10-letno delo na področju invalidskega varstva in pomembnih mejnikov pri pravicah slepih in slabovidnih invalidov vojne. Za več 10-letno uspešno delo na področju glasbenega ustvarjanja in v organih Zveze društev slepih in slabovidnih prejme plaketo Anton Žakelj. Anton Žakelj, član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj. Gospod Anton Žerak je naslednji, ki bo prejel plaketo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. On je član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ptuj za več 10-letno uspešno delo za izboljšanje kakovosti življenja slepih in slabovidnih oseb. Naslednjo plaketo prejme Brane But. Brane But, član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje, za več 10-letno delovanje v organih zveze, za njeno uspešno vodenje v letih 2001 in 2005 in za več kot 10-letno delo na področju socialnega varstva. Naslednjo plaketo bo prejel gospod Drago Šajn, član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper, za več 10-letno delo v organih invalidskih organizacij na državni in lokalni ravni. Naslednja plaketa gre Emilu Muriju. Emilu Muriju, članu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, za več 10-letno delovanje v organih raznih invalidskih organizacij, zlasti na področju športa in šaha slepih in slabovidnih oseb. Plaketa se podeli Sonji Pungartnik, članici Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana, za več 10-letno delo na področju informiranja in osveščanja javnosti o življenju ter delu slepih in slabovidnih oseb. Za več 10-letno delovanje v organih zveze, za njeno uspešno vodenje v letih 2005 in 2009 in za večmandatno vodenje odbora za invalidske vsebine RTV Slovenija pa plaketo prejme Stane Padežnik. Stane Padežnik, član Medobčinskega društva Ljubljana. Nadaljujemo s podelitvijo plaket. Ob 100-letnici Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije se podeli plaketa Tomažu Vrabru, članu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana, za dolgoletno delovanje na področju slepih in slabovidnih intelektualcev ter za kakovosten preskok na področju knjižnične dejavnosti Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.
Plaketa se podeljuje Vojmirju Prosenu. Vojmirju Prosenu, članu medobčinskega društva Murska Sobota, za več desetletno delovanje v organih zveze in društva ter za pomemben delež pri oblikovanju selektivnega orodja za odobritev osebne asistence slepih in slabovidnih oseb. Kot je bilo danes že omenjeno, ima Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije tudi nekaj zunanjih sodelavcev. Plaketo dobi gospa Aksinja Kermauner za dolgoletno delo na področju izobraževanja ter osveščanja družbe o življenju slepih in slabovidnih oseb. Plaketo zunanjim sodelavcem prejme Center Iris za več kot 100-letno delo na področju izobraževanja slepih in slabovidnih oseb. Plaketa se podeli tudi Mirjani Hafner za več desetletno uspešno delo na področju izobraževanja slepih in slabovidnih otrok ter mladostnikov in kasneje oslepelih, še posebej na področju orientacije. Še eno plaketo bomo podelili nocoj, in sicer ob 100-letnici Zveze društev se podeli plaketa Zvezi Lions klubov Distrikt 129 Slovenija za več desetletno sodelovanje v prid slepim in slabovidnim. Torej, takole, končali smo s podelitvijo plaket. Iskrene čestitke in zahvala vsakemu za svoj doprinos v dobrobit slepih in slabovidnih. Kako zveni kvartet saksofonov, smo danes že slišali in prepričan sem, da vas je mnogo med vami, ki bi to radi slišali še enkrat. Seveda se vam bo želja uresničila. Kvartet saksofonov je že tukaj.
V množici slovesnih trenutkov danes tukaj v tej dvorani sledi še eden slovesten dogodek oziroma trenutek. Razglasili bomo namreč častne člane Zveze društev in slepih in slabovidnih Slovenije. Zato jih vabim na oder, hkrati pa vabim na oder gospoda. Se opravičujem. Pred odrom podelil pa bo te laskave nazive gospod predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Matej Žnuderl. Častni člani Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Ob 100-letnici Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije se podeli naziv častni član Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Milanu Bobinskemu, članu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor, za več desetletno delovanje v organih Jugoslovanske zveze slepih, naše zveze in na lokalni ravni, še posebno za več desetletno uspešno delovanje na področju izobraževanja otrok in mladine. Za več desetletno delovanje v organih Jugoslovanske zveze slepih, Zveze slepih in slabovidnih Slovenije in na lokalni ravni, še posebno za več desetletno uspešno delovanje na področju izboljšanja pravic v invalidski zakonodaji, se podeli naziv častni član Jožetu Zupancu. Jožetu Zupancu, članu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto. Naslednji, ki bo prejel naziv častni član Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, pa je gospod Stane Florjančič. In sicer za več desetletno delo na področju izobraževanja slepih in slabovidnih otrok, mladostnikov in kasneje oslepelih, še zlasti na področju orientacije. Ljubezni poznamo več vrst. Ljubezen do domovine, do svoje družine in do svoje organizacije, ki praznuje 100 let. Ljubezen poznamo tudi do svojih prijateljev, znancev in ostalih sotrpinov, ki skupaj z nami korakajo v lepši in boljši jutri. Ljubezen je univerzalna, govori v vseh jezikih enako. Imeti rad in imeti rad. O ljubezni bosta prepevala tudi Mitja Osolnik in Jana Povalej. Srečen kot vedno, a ne ve, kaj jej se dogaja. Saj njemu ne zamiri, kaj preveč ga je ljubina, a sebi tega ne bo nikoli oprostila. Videla je, da je ne ljubi, da je vedno le lagal, a verjela je slepo le, da z njo bi
ostal. Kaj se bi storila, le da enkrat bi jo še objel. In rekla je tisti večer, preden je odšel. In pravi, ljubi me, ljubi, prosim, imej me rad. Naj bo ta noč le za naju, pa čeprav zadnji glas. Le tebe si želim, celi me, dala ti bo vse. Ako se zjutraj zbudim, nočem biti več dekle. In pravi, ljubi me, ljubi, prosim, imej me rad. Naj bo ta noč le za naju, pa čeprav zadnji glas. Le tebe si želim, vzemi me, dala ti bo vse. Ako se zjutraj zbudim, nočem biti več dekle. Zdaj sama gre naprej po isti poti. Najraje je v tebi, najraje v samoti. Ko da ne more pozabiti tiste noči. In gleda njegovo sliko in z njim zaspi. In pravi, ljubi me, ljubi, prosim, imej me rad. Naj bo ta noč le za naju, pa čeprav zadnji glas. Le tebe si želim, vzemi me, dala ti bo vse. Ako se zjutraj zbudim, nočem biti več dekle. In pravi, ljubi me, ljubi, prosim, imej me rad. Naj bo ta noč le za naju, pa čeprav zadnji glas. Le tebe si želim, vzemi me, dala ti bo vse. Ako se zjutraj zbudim, nočem biti več dekle. Ako se zjutraj zbudim, nočem biti več dekle. Prisrčna hvala za tale ganljiv nastop Jani in Mitju. Slepi in slabovidni in tudi slepota, pa imamo tudi svojega ambasadorja. Ja, človeka, ki je med vsemi nami slepimi najbolj prepoznaven ne le doma, ampak tudi širše v Evropi in v svetu. Je tudi borec za pravice vseh slepih in slabovidnih in marsikatero borbo v življenju je že dobil in smo mu za ves njegov trud lahko izjemno hvaležni. To je gospod Evgen Bavčar, ki ga vabim na oder, da na tej izredno lepi slovesnosti spregovori nekaj besed in iskrene čestitke ob tem nazivu.
Se je rodil 2. oktobra 1946 leta v Lokavcu pri Ajdovščini, očetu Francu in materi Avgusti. Pri 10 letih je zaradi nesreče izgubil levo oko, kasneje pa tudi vid na desnem očesu. Pri 11 letih je tako začel s šolanjem v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Srednješolsko izobraževanje je opravil na gimnaziji v Novi Gorici. Leta 1972 je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz zgodovine in filozofije. Po 6-mesečnem poučevanju na gimnaziji v Novi Gorici je s štipendijo francoske vlade nadaljeval s študijem filozofije in estetike na Univerzité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, kjer je leta 1973 magistriral in leta 1976 doktoriral. Od leta 1976 je bil znanstveni sodelavec znanstvenega raziskovalnega centra v Parizu. Leta 1982 je pridobil tudi francosko državljanstvo. Prvo samostojno razstavo je imel leta 1988, ko je postal tudi uradni fotograf pariškega meseca fotografije Mois de la Photo. Od upokojitve leta 2012 pa živi razpet med domačim Lokavcem in Parizom. Je prejemnik številnih nagrad. Častni član Znanstvenega inštituta za kritične študije 17 v Ciudad de Mexiki, v okviru katerega je ustanovil laboratorij za nevidno. Je prejemnik 2 častnih doktoratov Inštituta za kritične študije Ciudad de Mexico in Univerze v Novi Gorici, prvega 2010, drugega 2011. Prejemnik Srebrnega reda Republike Slovenije za zasluge leta 2004. Prejemnik priznanja Edmunda Čibeja 2010 in Pretnarjeve nagrade 2012. Je častni občan Ajdovščine od leta 2011. Evropski parlament pa mu je 2016. leta podelil nagrado Državljan Evrope. Istega leta je prejel najvišje francosko priznanje, red legije časti. Poznamo ga tudi kot pisca osebno izpovedne proze. Vodil je seminarje in delavnice o fotografiji ter predaval na mednarodnih srečanjih in fakultetah. S svojimi deli in ozaveščanjem svetovne publike kot slepa oseba predstavlja slepoto po svetu. Njegov pristop k fotografiji je specifičen, večplasten in neločljivo povezan s filozofskimi razmišljanji o bistvu in izvoru podobe. Zase pravi, da je konceptualni umetnik in ne fotograf. Pri svojem ustvarjanju izhaja iz podob vidnega sveta, ki si jih je globoko vtisnil v spomin v obdobju otroštva, ko je še imel vid in zaznal sveta z drugimi čutili. Prav tako pri svojih delih izhaja iz domišljije oziroma sveta, ki ga zaznava s tako imenovanim tretjim očesom, nato pa s tehniko fotografije ustvari fizično podobo. Za več desetletno odmevno osveščanje mednarodne javnosti o potrebah ter dosežkih slepih in slabovidnih oseb, še zlasti na področju fotografske umetnosti in filozofske znanosti, se gospodu Evgenu Bavčarju podeli naziv ambasador Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Zelo sem hvaležen, da sem s spletom srečnih okoliščin danes lahko na odru z izjemnim gospodom doktorjem Evgenom Bavčarjem in z vsem velikim spoštovanjem vam čestitam k prvemu imenovanju za ambasadorja naše zveze. Čestitam.
Spoštovani predsednik zveze, člani zveze, cenjeni dame in gospodje, cenjeni kolegi v delitvi iste usode, v pripadnosti isti kulturi in seveda v pripadnosti predvsem isti zgodovini. Danes je svečan trenutek, zavedam se svečanosti in bistvenosti tega trenutka, kajti to je zgodovina Zveze slepih in slabovidnih, ampak taka zgodovina, ki se po definiciji še ni povsem zgodila. Za nami so ljudje, ki morda se niso mogli izpolniti tako, kot si se želeli, veliko jih je bilo, veliko bi zaslužilo, veliko večje priznanje v uresničevanju svojih sposobnosti. Zato je pa naša naloga spomina na te ljudi pomembna, da bomo dopolnjevali to svetlo zgodovino Zveze slepih Slovenije, ob stoletnici pa se moramo še toliko bolj angažirati, ker smo odgovorni do tistih, ki jih ni več, ki se jim danes klanjam. Da ne bo prišlo do takih stvari, kot so se zgodile, ko je Charlesu de Gaullu, francoskemu predsedniku, umrla hčerka, ki je bila v poziciji invalida in je rekel, končno je moja hčerka enakomravna. Ne bi bilo prav, da bi se ponavljalo v Sloveniji, da bi sorodstvi ob smrti slabovidnih ali pa slepih lahko izjavljali te besede. Ne smemo biti pač niti preveliki optimisti, niti preveliki pesimisti, ampak zadnja peticija v skupščini nas pa spominja na to, da naše zahteva po priznanju naše zgodovine, naše bistvenosti, naše specifičnosti še ni končana. Ta borba se bo pač še morala dogajati, da bomo prišli do tistega nivoja situacije v družbi, kot so nam ga skušali dati veliki možje človeške civilizacije, od Dideroja do Newtona in tako dalje. Danes je tudi svečan trenutek, ker se lahko spomnimo tistih, ki jih ni več tukaj, ki so bili naši sopotniki in so z nami delili isto usodo, isto zgodovino in tudi recimo iste zahteve po pravičnosti, iste zahteve po enakopravnosti. To delo še ni zaključeno. Veliko nam še obstaja za narediti, veliko bo treba še uresničiti, ampak to lepo praznovanje me navdaja z optimizmom, navdaja me z globokim upanjem in rad bi se ob vašem strinjanju z mojimi stališči spomnil vseh tistih, ki jih ni več, katerih del smo tudi mi, katerih poslanico upanja nosimo v dragem spominu in naj bo ta spomin tudi pobuda za bodoče uresničevanje in za bodoče uveljavljanje slepih in slabovidnih in tudi priznanje naše specifičnosti od ostalih. Predsednik Republike je dal zvezi visoko priznanje in lahko smo zadovoljni tega. Prvič se je to zgodilo v zgodovini, ko je francoski kralj nesrečne usode Ludvik XVI. Leta 1786 sprejel za božič slepe otroke, ki so mu pokazali, kako znajo čitati in brati. Tudi nas bi želel, da bi vas politike oziroma tisti, ki odločajo v skupščini in tako naprej o naši usodi, da nas bi bolj sprejemali ne kot nekaj tako marginalnega, ampak kot del iste narodne skupnosti, iste usode, iste kulturne in civilizacijske specifičnosti. Naj omenim tukaj ob tej priliki, da sem recimo na brazilski televiziji pokazal sliko sošolca Zvonka Pirca in povedal, da je slovenski narod eden redkih narodov, ki ima
3 slepe člane, ki so Braillevo pisavo brali spodnjo ustnico. To se pravi, da so Braillevi pisavi v metaforični obliki podelili najvišjo stopnjo ljubezni. Ljubezni bližine, kajti mi smo ljudje bližine, smo absolutne bližine, smo tiste bližine, ki jo nam daje tudi grški mit o Erosu in Psihi, kajti on je bil v svoji ljubezni v absolutni bližini. Mi smo v absolutni bližini do predmeta našega spoznavanja. Želel bi in se tudi zahvalil vsem tistim, ki so nam omogočeni, ki nam priznajo to specifičnost. Želel pa bi, da bi tudi še v bodoče bili v absolutni bližini do pravičnosti, do zaposlovanja, do možnosti zaposlovanja in do uresničevanja naših pravic. Še enkrat najlepša hvala in naj živi tista notranja luč, ki je skozi desetletja vodila Slovensko zvezo slepih in ki jo bo pač morala še naprej voditi skozi teme nerazumevanja, včasih smešnih predsodkov, ampak vedno v upanju na tiste izjemne ljudi, ki so nam omogočili, da smo danes tukaj, da lahko govorimo v lastnem imenu in upam, da bomo v bodoče tudi še bolj govorili v svojem imenu, ne pa imenu drugih, da ne bomo več čisto navadni berači, ampak če bomo že berači, da bomo aristokrati beraštva. To je bistveno in to vam želim za bodoče. Najlepša hvala. K vsemu slišanemu o gospodu Evgenu Bavčarju, ambasadorju Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, in k vsemu slišanemu iz njegovih ust in srca ni več kaj dodati. Mogoče le to, da na vse, kar smo slišali, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije resnično ni imela težke izbire, komu podeliti ta častni naziv, in pa, da smo lahko slepi in slabovidni upravičeno in resnično ponosni, da imamo v svojih vrstah tako velikega človeka, največjega med največjimi, kljub svoji veličini pa ohranja svojo srčnost, dobroto, toplino in skromnost. Čestitke še enkrat, gospod Bavčar, iz srca. Zdaj pa je na vrsti še zadnja glasbena točka, ki jo bo tako kot samo on zna, srčno in pa z dušo odpeti. To je Mitja Osolnik, ki nas vabi sicer na zadnjo večerjo, ali v pesmi. Kako je ležati v dvoje na kupu sena v družbi lune in zvezd. Se spomniš, čigave so bile tiste krave, zjutraj so tebi pojedle klobuk. Rosa je umila vročo noč, svetje je še zihalo. Dan prišel je soncu na pomoč, žabam se je strgalo. Grom je ribniku izdal skrivnost, štorklje so se mu zale. Veter naju je
pregnal pod most. Vrbe so zajokale, če veš, da je sonce luč iz vesolja. Bog postaja jezen na nas, če veš, da je zima, bodra tišina. Volk, ki je vetru posodil svoj glas. Kaj bo zraslo iz peskovnika, polnega prekratkih hlač? Koga bo ubila zidrovka, svet pokvarjenih igrač? Ni več eve, ni več jablane, raj je vedno bolj strupen. Barve smeha so pozabljene, mesta nimajo ime. Se spomniš, kako je ležati v dvoje na kupu sena v družbi lune in zvezd? Se spomniš, čigave so bile tiste krave? Zjutraj so tebi pojedle klobuk. Dajmo malo roke, družba. Dobro je bilo tole. Še. No, se bo. A zdaj te pa nehal. Dajmo, nismo še fertik. 3, 4, 1, 2 in pojmo tudi lahko, dajmo. Rosa je umila vročo noč, svetje je še zehalo. Dan prišel je soncu na pomoč, žabam se je strgalo. Grom je ribniku izdal skrivnost, štorklje so se mu zale. Veter naju je pregnal pod most, vrbe so zajokale. Kaj bo zraslo iz peskovnika, polnega prekratkih hlač? Koga bo ubila zidrovka, svet pokvarjenih igrač? Dajmo roke! Ni več eve, ni več jablane, raj je vedno bolj strupen. To barve smeha so pozabljene, mesta nimajo imen, nimajo imen. Hvala lepa! Še kako primerno je, da se tale slavna skupščina zaključi takole veselo. Prisrčna hvala vsem zbranim, prisrčna hvala nastopajočim in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k tejle slovesni skupščini ob 100. obletnici Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenija. Prisrčna hvala tudi delovnemu predsedstvu na čelu z gospodom Dragom Šajnom,
ki pa bo imel, kot se spodobi za slavnostno skupščino, tudi zadnjo besedo in mikrofon, gospod Drago, je vaš. Lep pozdrav. Hvala, Sebastian. Spoštovane in spoštovani. Spoštovane in spoštovani, s tem smo tudi formalno izčrpali dnevni red. Vsem prejemnikov zahval, priznanj in plaket, še posebej pa prvemu edinemu ambasadorju vsej zgodovini slepstva na Slovenskem, gospodu dr. Evgenu Bavčarju, kakor tudi častnim članom, profesorju Milanu Obinski, profesorju Stanetu Florjančič, posthumno pa Jožetu Zupanc, za katerega so listino o častnem članstvu prevzeli svojci, izrekam v imenu delovnega predsedstva, kot tudi v svojem imenu še enkrat iskrene čestitke. No in čisto na koncu vas vse skupaj v imenu organizatorja Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije vabim v avlo na skromni prigizek, osvežilno pijačo in tokrat res izjemoma, kot sem obveščen, kozarček rujnega. Srečno pot domov.